Z laskavim nazivom Evropskega mesta športa si mesto obeta predvsem povečanje zanimanja za športno vadbo med občani in promocije Maribora kot športno-turistične destinacije. Ta naziv ne gledam kot enoletni naziv in upam in vse bom naredil za to, da bo Maribor ostal kot Evropsko mesto športa zapisan za vrsto let naprej. Torej, da bo v tem letu se ne samo zgodilo nekaj, kar bo minljivo, ampak da bo v tem letu ostali spomini na ta dogodek in Maribor mora nositi to mesto Evropsko mesto športa tudi leta naprej. V letošnjem letu se bo v Mariboru tako zgodilo kar nekaj večjih športnih dogodkov. Organizacija Evropskega prvenstva v tekvondoju za mladince in člane, to je že v mesecu aprilu, ki ga organizira ravno moja zveza, torej moj klub. To je prvi dogodek, potem nas čaka še košarkarsko prvenstvo, katerega moramo reči, da je po številčnosti vsekakor največje. Jaz mislim, da bodo imeli kar 1800 udeležencev, denimo v tekvondoju bomo imeli 1000. Potem nas čaka Evropsko prvenstvo v kickboksu v mesecu novembru, prav tako skupina D, svetovno prvenstvo pri dekletih v hokeju. Tako da mislim, da je zelo pester program. Vsekakor pa ne smemo pozabiti na manjše dogodke, ki imamo, torej imamo kolesarsko dirko, imamo en odprti turnir svetovni pokal v tekvondoju, tako da mislim, da je kar nekaj dogodkov, ki bojo zapolnili športno mesto kot tako. In prav odprto prvenstvo Slovenije v tekvondoju bo prvi večji dogodek v sklopu Evropskega mesta športa, ki se bo zgodil že 24. in 25. februarja v dvorani Tabor. Tukaj gre za svetovni pokal Taekwondo Slovenija Open nivoja G1, kar pomeni, da je pod okriljem Svetovne taekwondo zveze in dejansko tukaj tekmujejo najboljši tekmovalci na svetu. Saj ta turnir šteje za zbiranje točk za olimpijske igre v Tokiu 2020. Gre torej za tekmovanje, ki bo v naše mesto pripeljalo veliko število športnikov. V tem trenutku so se prijave zaprle že teden dni prej, kajti prijavljenih je 1106 tekmovalcev, cirka, ne vem, da točno na pamet, ampak cirka okoli 40 držav, tako da v Maribor prihaja komplet moštva, vse skupaj nekje okoli 2500 ljudi. Šport za vse je slogan našega mesta v času Evropskega mesta športa. Torej, tempo življenja je tak, da je težko slediti, ampak jaz pravim, kakšna urca športa na dan kvečemu koristi, kot pa škoduje. In jaz mislim, da šport za vse je vsekakor en slogan, ki ga lahko imamo v mislih, da šport mora delati vsi, torej od najmlajših do najstarejših. Sicer pa naziv Evropskega mesta športa prinaša še veliko več kot tekmovanja vrhunskih športnikov. Ena večjih občinskih investicij je prav gotovo nova travnata površina na nogometnem igrišču kluba Železničar v vrednosti $500 000. Brezplačni zimski dan za osnovnošolske in predšolske otroke, na katerega je prijavljenih že 8000 otrok in se bo zgodil v prvi polovici letošnjega leta. Skupaj z javnim podjetjem Marprom bo zagotovljen tudi brezplačen avtobusni prevoz na letališče v Budimpešti, Društvu gluhih in naglušnih Podravje Maribor, ki s futsal ekipo potuje v Španijo na Ligo prvakov gluhih v futsalu.